Papež Frančišek je opoldanski nagovor 3. julija namenil evangeljskemu odlomku, ki nas vabi naj molimo za nove duhovne poklice. Delavci v Božjem vinogradu naj bi namreč vsemu svetu prinašali sporočilo upanja in tolažbe, miru in ljubezni. To po njegovih besedah pomeni, da se Božje kraljestvo gradi dan za dnem in že na tej zemlji prinaša sadove spreobrnjenja, očiščanja, ljubezni in tolažbe med ljudmi. Papež je spregovoril v duhu, ki naj bi Jezusovega učenca vodil pri njegovem poslanstvu oznanjevanja. Zavedati se namreč mora, da se bo srečal tudi s težkimi okoliščinami in celo sovražnostjo. Poslanstvo kristjana v svetu je nekaj čudovitega in namenjeno vsem je poslanstvo služenje, iz katerega nihče ni izključen. Zato je potrebno mnogo velikodušnosti, predvsem pa pogled in srce usmerjena v višave, da kličeta Gospodovo pomoč. Velika potreba je po kristjanih, ki v vsakodnevnem življenju z veseljem pričujejo evangelij življenja vsak dan, je dejal papež Frančišek in nadaljeval. Facciamo questo, il cuore si riempie di gioia. E questa espressione mi fa pensare. Ob tem pomislim, kako se cerkev veseli, ko njeni otroci prejmejo blagovest po posvetitvi tolikih moških in žensk, ki vsakodnevno oznanjajo evangelij, duhovniki, tisti čudoviti župniki, ki jih poznamo, sestre, posvečene osebe, misionarke, misionarji, in se sprašujem, prisluhnite vprašanju, koliko izmed vas mladih, ki ste danes tukaj na trgu, slišite Gospodov klic, hoditi za njim. Ne bojte se, bodite pogumni, ponesite tudi drugim to plemenico apostolske gorečnosti, ki nam je bila po zglednih učencih dana. Po molitvi angelovega češčenja pa sveti oče še izrazil veselje, da bomo v svetem letu usmiljenja prihodnjo sredo obhajali god svete Marije Goreti, deklice mučenke, ki je pred smrtjo odpustila svojemu morilcu. Obenem pa je skupaj z zbranimi na trgu svetega Petra papež Frančišek molil za žrtve napadov v Daki in Bagdadu. Izražam mojo bližino sorodnikom žrtev in ranjenim v atentatu v Daki in v Bagdadu. Molimo skupaj zanje, za vse umrle in prosimo Gospoda, naj spreobrne srce nasilnežev in zaslepljenih sovraštvom.